Kot vsako pomlad se tudi to vračamo nazaj k motociklističnim temam. Ja, in vožnja motocikla ima svoje specifike. Nekaj smo jih v oddaji Avtomobilnost že obdelali, vabljeni, da si jih pogledate v našem arhivu na MMC-ju, no tokrat pa se bomo posvetili zaviranju. In če se zaviranje ne izide po načrtih, postane del statistike, s katero se ukvarja na primer tudi policija. Nas pa že leta, bistveno bolj kot analiza statističnih podatkov, zanimajo vzroki, zakaj do nesreče sploh pride. In iščemo načine, ki bi ponudili drugačne ukrepe, kot pa so najbolj znani. Višanje kazni in povečevanje policijskega nadzora, kar je oboje seveda tudi potrebno. Ker izjemno preprosto je zaviti ročko do konca, potem pa, ko pride ovinek, pa nastane težava, ko je potrebno zavirati in ga speljati. In vabimo vas v svet Andreja Brgleza in Sama Trpina. Samo je inštruktor za BMW Motorrad, ki med drugim inštruira oziroma vadi tudi s slovenskimi policisti, tistimi, ki se vozijo na motorji, in skupaj bomo preverili, kako se pripraviti za varno sezono. In kako pravilno zavirati. Ja, Andrej, ti govoriš že o zaviranju, ampak do tega mora sploh priti. Namreč obstaja več stvari, potrebujejo namreč čas in pa dovolj prostora, da mi do samega zaviranja lahko pridemo. Temu se imenuje tako rekoč reakcijski čas. Na današnjem svetu, kjer imamo en kup komunikacijskih naprav, povezave z čeladami in tako naprej, je še več vsega, ki nas pri tem moti. In mi, če že gledamo samo omejitev v naselju, kjer je 50 km/h za približno predstavo, peljete se 50, 0 stran, pomnožite s 3, približno 15 metrov na sekundo. Če to prenesemo pri 100 km/h, 0 stran, pomnožite s 3, rabite 30 metrov, vsaj 30 metrov razdalje, da boste prišli do zaviranja. Velikokrat pa vidimo, da je varnostna razdalja absolutno premajhna in je to nemogoče izvesti, ker nikoli ne vemo, kdaj bo prišlo do te situacije, ker bomo morali zavirati v sili. Ponavadi to pride v okoljih, ker smo navajeni in se nikoli ničesar še ni zgodilo v vseh 20 letih, kadar se vozimo. Vsaj 2 prsta vedno na zavori. Pripravljeno za zaviranje. Samo na tak način bomo lahko v kritični situaciji, ko bo do nje prišlo in do nje vselej pride, zavirali na polno, optimalno na obe zavori. Ne glede, kako se imenuje vaš sistem, ABS, ABS Pro, Cornering ABS, Combined ABS, ne glede na vse zveneče oznake, vedno se zavira na obe zavori. In obe zavori pritisnemo na polno. V primeru zaviranja kritične situacije, ko jo zaznamo, seveda do nje smo prišli, ker smo imeli dovolj varnostne razdalje in nam je uspelo priti do šele sedaj točke zaviranja. Kakorkoli se smešno sliši, sklopko stisnemo, ob tem pritisnemo prednjo in zadnjo zavoro maksimalno, pogled usmerjen naprej, motor stisnjen in počakamo, da se ustavimo. Zavoro stisnemo maksimalno, če je možno. Učimo namreč tako, da jo stiskamo progresivno do konca, ker smo v stresu, jo bomo verjetno stisnili maksimalno. Nič hudega, boljše stisniti maksimalno kot sploh ne. Za motorje, ki pa nimajo ABS-a, je pa zadeva precej bolj komplicirana, kajti potrebno je precej več občutka. V nasprotnem primeru vemo, kaj sledi, blokiranje kolesa in padec. Je pa pri tem zelo pomembno veliko ljudi, ko zaviramo v sili, pri močnem zaviranju jim uide pogled na sam prednje kolo ali na sam števec, namesto da bi glava ostala odzignjena in gledati v točko ustavljanja oziroma v točko rešitve. Ta ugotovitev je sama po sebi tako močna, da bi že zdavnaj morali najti načine, kako motoriste opremimo s to informacijo na tak način, da bodo začeli o tem razmišljati in vaditi zaviranje. In to takrat, ko to ni kritična situacija.
Zaviranje samo po sebi je kompleksna stvar. Od pravilnega sedenja na motorju do pravilne uporabe vseh zavor, sklopke, pogleda, vse mora biti izvedeno pravilno in v pravem času, seveda. Zato predlagamo, polagamo na srce, pojdite na poligon, kjerkoli varno površino, pričnite z majhnimi hitrosti in probajte na polno bremzati, da boste videli, kakšen sistem imate na motorju, kako funkcionira in da ga boste znali tudi dobro izkoristiti. Še en nasvet za vse, ki se vozite v dvoje, trenirajte to z sopotnikom, sopotnico, kajti tudi ona ali on mora biti izbran, pripravljen spremljati promet. Če ne bo, ko boste vi vse pravilno naredili, ne bo pripravljen, vam bo podrl celoten sistem in boste padla, še preden se boste ustavili. Zelo pomembno je, da ste v dobri fizični formi ali kondiciji. Kako trenirati reakcijski čas? Dobro vprašanje. Jaz mislim enostavno tako, kot smo rekli. Ko se začne sezona, bolj ko si navožen, večkrat si poskusil bremzati normalno in v sili, o čemer danes govorimo, boljši postaješ. Vse do sedaj povedano, vključno z asistenčnimi sistemi, z odlično tehniko zaviranja, močjo zaviranja, z sposobnostjo voznika, pa seveda tudi motocikla, ki mora biti brezhibno vzdrževan, da lahko ves proces zaviranja sploh uspešno izpelje, se na koncu konča na eni točki, na točki sprednje pnevmatike, ki takrat, ko močno zaviramo nanjo, zgleda približno takole velika, za višino in površino ene bančne kartice. Ja, in če v trenutku, ko je potrebno zavirati, skozi naše misli pride še vprašanje, ali so pnevmatike v redu, že izgubljamo na našem reakcijskem času. Zato se je treba to vprašati nekoliko prej, pred začetkom sezone, in takrat je seveda izjemno dobrodošel tudi strokovni nasvet. Opažamo spremembe v zadnjih letih, se pravi predvsem na področju prodaje motorjev, se pravi prodaja se veliko več touring motorjev, kot za razliko od prej so se prodajali bolj športni motorji in to tudi privede do tega, kakšne gume se zdaj prodajajo, kakšne so se prej. Včasih je bila pomembna zgolj cena, zdaj pa tudi so kupci veliko bolj informirani, nam že sami povejo, kaj želijo od gume in na podlagi tega jim mi še lažje svetujemo. Čim bolj poznamo vozniški slog kot kupca, tem bolj lahko svetujemo pri izbiri pnevmatik. Naprimer, če stranka reče, da ima bolj športni stil vožnje, svetujemo tako gumo, ima manj profila oziroma bolj redek dezen, se hitreje obrablja, mogoče ni primerna za vožnjo v dvoje oziroma se hitreje ob tem obrabi. Če pa stranka pove, da motor uporablja za daljše relacije, pa svetujemo tako gumo, ki ima več narezanega dezena, se drugače obnaša, se bolje obnaša v različnih vremenskih pogojih, se pravi mrzlo, toplo in pa dež. Pomembno je tudi obremenitveni indeks na taki gumi, se pravi je tudi primerna za vožnjo v dvoje. Na ta način bomo najlažje našli najboljšo gumo z najboljšim oprijemom in tudi najbolj varno vožnjo na cesti.